Potem, ko je na pogorišču Slavnikovih garaž megalomanski projekt Jadro dobil rdečo luč, dobrega pol leta zatem nič bolje ne kaže tudi zadnjim idejnim zasnovam, ki slišijo na ime Semedelska vrata. Nove rešitve naj bi sledile rezultatom ankete, ki je bila pred časom opravljena v soseski. Ima zelo, bi rekla, jasno izraženo mnenje glede višine objekta, zagovarja torej umestitev potencialnih več manjših objektov do višine 4 nadstropij, eventualno 6, nikakor pa ne takšne višine, kot je bilo v prvotno predstavljenem projektu Jadro. Na podlagi upravljene ankete so zrasli novi načrti, ki pa se za krajane kljub vsemu dvigajo previsoko v nebo. Namesto 9 zahtevajo, naj bodo objekti visoki največ 4 nadstropja. Izrazili pa so tudi podporo predlogu, naj občina od zasebnika odkupi zemljišče in končno poskrbi za otroke. Da bi občina ta vrtec razširila, uredila končno mu primerne igralne površine in se je mogoče z investitorjem zmenila za zamenjavo. S tem bi kraj največ pridobil. Je potrebno absolutno skupaj iskati rešitve, če hočete, da rečem, tudi kompromisne med enimi in drugimi interesi, drugače iz tega ne bo nič. Teren je totalno degradiran in je potrebno tukaj absolutno nekaj na kratek rok storiti. Idejni vodja koncepta, ki pa še nima jasne vsebine, pravi, da je predstavljen načrt hočeš nočeš upošteval tudi neko ekonomsko logiko. Gre za to, da je potrebno pri tako velikih kompleksih, pri takih projektih, takih investicijah upoštevati neko golo dejstvo, da je tukaj potrebno 1/3 lahko program, ki ni komercialne narave, 2/3 se pa komercialne narave. In če to ne postavimo skupaj, teh lego kock ne zložimo v to kompozicijo, pač projekt je neizvedljiv. To se je jasno pokazalo. Imamo Slovenija polna takih projektov, ki so propadli, ne? Točno zaradi tega. Na človeka, ki bo kocke zložil tako, da bodo krajani naposled le prižgali zeleno luč, se torej še vedno čaka.